Dober dan vsem. Poglejmo zdaj, kako izračunati eno nedoločeno limito v obliki neskončnost krat nič. Kot prvo preverimo, da gre sploh za neskončnost krat nič. Torej, limita, ko gre v plus neskončnost od x krat 1 minus x. Zdaj moramo trenutek razumeti, kako je ta 1 minus x, torej je znana funkcija 1x, da ima takšen graf in pomislimo, da 1 minus x je 1 ulomljeno 1x. Torej, bomo vzeti vse obratne vrednosti od tega. Tukaj gremo proti ničli, zato tukaj bomo šli v neskončnost, tukaj gremo v neskončnost, tukaj gremo proti ničli, te so vse obratne vrednosti. Torej, funkcija 1 minus x zgleda tako. Sedaj, ko x gre v plus neskončnost, x gre v plus neskončnost, nima kaj misliti, in ta funkcija 1 minus x, ko x gre v plus neskončnost, gre proti ničli. Torej, imamo nedoločeno obliko neskončnost krat nič. Torej, prav tisto, ki se hotel pokazati. Sedaj, kako lahko bi napravili, da bi rešili? Ta na minus x bi ga prav napisali v obliki 1 ulomljeno 1x. Torej, tukaj napišem enako limita, ko gre x v plus neskončnost od x ulomljeno 1x, ker 1 minus x je 1 ulomljeno 1x. Sedaj, tukaj kako lahko razmišljamo? Tako, da eksponencialna funkcija gre hitreje v neskončnost, gre hitreje v neskončnost, bolj kot katerakoli polinomska funkcija. Ni važno, katere eksponente ima. Tukaj je x in konec, ampak eksponencialna funkcija gre bolj hitro v neskončnost kot ena polinomska in ker ta, ki gre bolj hitro v neskončnost, je v imenovalcu, torej imenovalec se veča in torej ulomek se manjša in torej ta limita je prav nič. Imenovalec gre dosti bolj hitro v neskončnost kot števec. Ja, ta limita je nič. Če bi hoteli, samo ena stvar bi hotel povedati prej, predtem sem povedati to, če mi gledamo to je še zmerjena nedoločena oblika, ker je neskončnost ulomljeno neskončnost. Neskončno ulomljeno neskončnost, ampak lahko naredimo to razmišljanje, da imenovalec gre bolj hitro v neskončnost in torej zato se lahko izračuna, čeprav je bila nedoločena oblika. En drugi način, kako priti do tega, da je nič, če hočemo obstaja en drugi način, je, da rabimo Hopitalovo pravilo. Torej, da ta limita je enaka limiti, zmeraj, ko gre v plus neskončno, odvod števca ulomljeno odvod imenovalca. Odvod od x je 1, odvod od 1x je 1x. In torej, tukaj je jasno, ko x gre v plus neskončnost, imenovalec gre v neskončnost, števec je 1. Torej, to je prav nič. Torej, tako smo izračunali to limito. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.